moje prve ošpice v živo bile ravno leta 2010, pri tem prvem primeru, a ne. Tako da dejansko pač je to v sodobni Sloveniji res redka bolezen. Kljub temu se nam pa res dogaja zdaj v zadnjem letu, se pravi 2014 pa tudi v 2015, da se število pacientov nekoliko povečuje. Zdaj, jaz nastopam tukaj v vlogi pediatra, ne, v bistvu delam na infekcijski kliniki, tam so pač otroci obravnavani, tudi nekaj odraslih pride tja. Na drugi strani sem pa tudi v službi za preprečevanje bolnišničnih okužb, kjer se pač ukvarjam pa z zaposlenimi, ki prihajajo v stik z ošpicami, ne. Tako da zdaj, kar se tiče same bolezni, lahko povem, da pač ošpice so res dejansko eno najbolj nalezljivih bolezni, se pravi 9 od 10 oseb bo zbolelo. Običajno pač ošpice v večini primerov res ne potekajo z nekakšnimi zapleti, ampak so pa dejansko mnogi hudi primeri, a ne, predvsem pljučnic se bojimo in pljučnica je tudi vodilni razlog težkega poteka oziroma celo smrt pri ošpicah. Zelo pomembna zadeva je tudi akutni encefalitis, se pravi vnetje možganov, ki se pojavlja približno na enega na 1000 obolelih in pa za nas pediatre zelo, zelo neugodna stvar sklerozantni subakutni encefalitis. To je pa v bistvu kronično obolenje, ki se pojavi običajno pri otrocih, prebolijo ošpice v starosti nekje 2 leti, po približno 7 do 10-letnem intervalu, a ne, se pravi, takrat je otrok popolnoma zdrav, se začne progresivni upad, se pravi, v bistvu otrok začne propadati, motorično, nevrološko in bolezen se konča s smrtjo, se pravi, ni zdravila. Ta zaplet je sicer redek, 1 na 100 tisoč, ampak če si predstavljate, a ne, v bistvu glede na število ošpic, ki so v svetu, a ne, tudi en tak primer je preveč. Zdaj, kar se tiče zaposlenih, ki so prišli v stik z to zaposleno, a ne, v bistvu imamo ukrepe izdelane po algoritmu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki velja